Dober dan in dober večer. Najin prijatelj Kalček pravi, da je ugledal zunanjega ministra Erjavca nekje med robovi Ljubljanskega barja. To mišlju. Ja, tik pred vzponom na Krim, Ja. kjer bi ponudil dobre usluge. Ampak, če se z Ljubljanskega barja, se pravi močvirja, premakneva na polje bolj trdne zunanje politike, kaj naj bi Erjavec počel na Krimu? Razen da opazuje radarsko sliko. To je smešnica, ne? To, kar je Grega Kališnik zaznal kot nek humorni vložek, je v bistvu dosti resno vprašanje, ne? Mi smo se šli ta teden notranjo politiko, namesto da bi razmišljali da bi nas skrbelo tako kot v svet, kaj se dogaja. Slovenija je itak majhna, verjetno ne more nič premakniti, ampak dejansko se na Krimu dosti velike stvari dogajajo. Jaz mislim, da zelo pomembne, zelo pomembne. Mi smo doživeli pa to našo malo kliniko, ne. Karel Erjavec se uspne kot vmesni pogajalec, svetovne borze se prebračajo, rožlja se z orožjem, Rusija naj bi izgubila v enem dnevu, v 2 dneh, ne vem koliko, 10 milijard zaslužka premoženja, ali kakorkoli že gledaš knjigovodsko, ne. Ja. Amerika mrzlično... Visoki oportunitetni stroški so nastali. Tako, ne. V Ameriki preračunavajo, kaj to pomeni, strategi se sestajajo, mediji pokajo po šivih, če tako rečem. Mi pa kurešček. Mi imamo pa kurešček, da bi Slovenija mogoče posredovala, ker zdaj vsi bojo pa verjetno se ozirali na Slovenijo, ker ona lahko v odnosu do Rusije nekaj poje in potem reakcija še bolj bedna, ne, se stane Zbor za republiko in Karla Erjavca vzame za res, ne. In na koncu kaj nastane, ne? Nastane samo en oblak starih zamer med Dimitrijem Ruplom in Karlom Erjavcem, ker je Karl Erjavec Dimitrija Rupla upokojil po zakonu, ki ga je njegova vlada sprejela, namreč vlada od Dimitrija Rupla. Ja, tako, ne. In, mislim, bedno, patetično. Ja, mislim, jaz bi še eno kolegico citiral, sem grede, sem srečal Sašo Vidmajer, ki pravi takole, ne, da če imaš neke diplomatske ambicije, pa ali bod tih, ne razlagaj, kaj boš naredil, ne, ampak bod tih, pa začni delati diplomacijo in ko je delo končano, objavi rezultat. Ker ima Saša prav, ker ni šlo za diplomacijo, ampak je šlo za čist najbolj primitivno notranjo politiko, ne. Ja. Svet se nama pa podira, ne. Midva se sicer ukvarjava ponavadi s sestavljanjem domačije, danes se nama pa svet podira. Ali popolnoma nobene druge izbire nimava danes, če hočeva kaj resnega povedati, da diskutirava natanko to, ne. Razmerje med dvema velesilama oziroma med zahodnim svetom in pa med Rusijo, ki v bistvu po Putinu poskuša obnoviti sovjetski imperij na nek način, pa je to nekako ne uspeva najboljše. Hkrati pa Zahod, Evropa in Amerika grozi v stari maniri, pa je tudi ne gre najboljše, ne. In to zelo preprostega razloga, ker se... Pa še olimpijsko premirje se nam je ravno kar končalo. Ja, zgodovinsko so stvari krasne. Zgodovinsko so stvari res dobro postavljene. Imaš premirje olimpijskih iger, ki so v bistvu športna fasada hudih, nemirnih, potalnih miselnih tokov. Stvari so vsem drugačne kot v preteklosti. Niso. V čem so drugačne? Poglej, ne, Moskva, ne, je šla nad Afganistan tik pred olimpijskimi igrami v Moskvi, ne. Se pravi, Moskva je vkorakala v Kabul ob koncu leta 1979. Olimpijske igre so imeli pa polet 1980, pa so potem dobili zaradi tega bojkot, ne. Zdaj so pa modro počakali, ne, da se olimpijsko premirje konča, pa so potem se prikazali na Krimu. Ali to, kar se zdaj dogaja, je pravi pisateljski ali pa novinarski raj? Resno, ne, mislim, jaz bi za sobotno to pisal, ona se bo zmenila sicer, ampak Jalska konferenca, ne, je operirala s podobnimi željami in tendencami. Zahod in vzhod naj bi se zmenil, kaj in kako za prihodnostjo sveta,
Potem smo leta 1989 izgubili Berlinski zid, ki je bil jasno utemeljen na jasnih gabaritih, a ne tako rekoč z geometričnimi meritvami, padel in naenkrat v internetni dobi, v dobi matrice, če hočeš, naenkrat ne vedo več, kam bi postavili Berlinski zid. Postavili so ga pa med Reveže in Bogate. In to premičen zid. Ne? In zdaj se končno enkrat spet nakazuje, da bo ta zid postal zelo konkreten, da bo šel po mejah hkrati, ne? In pa v bistvu borzni indeksi, ki so pa internacionalni, ne dajo, ne enim, ne drugim. Ne? Mislim, situacija je neverjetna in to, kar je Stalin takrat hotel, ne, se dogovoriti in je od začetka vodil igro. Stalin je vodil igro tako, da je rekel, jaz ne grem nekam v Sredozemlje, tako kot je bila, ne vem, na krv, veš, kaj je bila tista krvska deklaracija 14, ki so razdelili po prvi svetovni vojni. Je rekel, meni zdravnik rekel, da sem bolan in ne smem predelati in dobimo se na Jalti. In so vsi lepo odromali na Jalto. Ne? Ja. In Stalin je igro vodil, ves čas in on je povedal, tole je moje, tole je vaše in tako naprej. Ne? Ja, in bilo je po njegovem. Ne? Mi dva morava še 100 let nazaj od Jalte iti. To je? V Krimsko vojno. Ja. Ne? Namreč v obdobju Krimske vojne, dobro, ni čisto 100 let, je ne 90 let pred Jaltsko konferenco, ne? Se je začela ena od bolj plemenitih oblik ali pa podzvrsti najne profesije, ne? In sicer je to vojno novinarstvo, ko je Times poslal svojega vojnega dopisnika, ki je 22 mesecev preživel na Krimu, ne? In je se vojno dopisništvo začelo med Krimsko vojno. Ne? Tako. To je toliko v naši profesiji. To sem imel zapovedati v zgodovini. Ja, ne, hecen je bilo to, ne, ker tako, kot se mi zdaj pogovarjamo o Istri, ne, pa o tem, je to hrvaško in slovensko. Ne. Brežno takrat tudi v gesti dobre volje, kardeljevski gesti dobre volje, takrat poklonil Ukrajini, poklonil Krim. Tako, ne. Čeprav je bil v bistvu resnici ruski, ne, čeprav predtem je bil pa turški. Ampak kakorkoli obrnemo, veš, z padcem Berlinskega zidu je Zahod dobro stisnil Sovjetsko zvezo in Putin je dejansko dobil idejo, da on to lahko malo nazaj zrestaurira, predvsem zato, ker je strateško, kako ne rečem, strateško je spravljal v odvisnost, ne, heroinsko odvisnost za plinom, ne, celo Evropo. Cela Evropa je zdaj, tako rekoč, po Ukrajini, ne, v eni tretjini odvisna od tega, čeprav se sklicuje na to, da ni, ampak vendarle, ne. Kaj je zagrozil zdaj Putin? Putin je preprosto rekel, če boste vi proti nam uvedli sankcije, bomo mi zaplenili praktično vaše premoženje v Rusiji. Ne. 9. novembra bova obhajala 25-letnico padca Berlinskega zidu. A so se v tem času geostrateški interesi spremenili? Predvsem se je način spremenil. Zdaj smo res v fazi matrice, ne, ko je tisto, kar je Badiuri napisal, ne, da se je v bistvu Berlinski zid podaril, naseril se je pa med super bogate in super revne, ne, srednji sloj pač izginja. Ne. In internetna kultura in ta logika matrice, kdo je gledal matrice 1 in 2, mislim, perfekten filozofsko podkrepljen spektakel. Ne. Pokažejo v bistvu na to, da se svet strukturira na vzhod in zahod po osi good, evil, dobro, slabo, ne, po osi in pa v razmerju med njima, ne, nič ni dobro, samo dobro kot dobro, ampak ne more brez slabega, slabo pa obratno. In se postavljata v razmerju, vsake toliko časa mora pa priti do tako imenovane bad blood, tako kot v Bodru 1, 2 in 3, ne, ki pravi, vsake toliko časa se mafijske združbe med sabo stolčejo, ker mora tista slaba kri odteči. In tle se zdi, da je nekaj zelo podobnega, ne, tako kot je Zahod stisnil Sovjetsko zvezo in svet vrgel iz nekega neravnovesja in smo prišli v podivjano obliko neoliberalizma, ne, se mi na nek, ne mi preveč zameriti, če to rečem, način zdi celo odrešilno, ne, da se stvari na strn način zaostrujejo do take mere, da se začne razmišljati in razpravljati spet o ravnovesju, o ravnotežju. Ne. No, tle pa malo več povej. Preprosto to, dokler so bile ravnotežje med vzhodom in zahodom jasna, smo imeli 50 let ekonomske stabilnosti. Od takrat, ko je padel Berlinski zid in v ideologiji neoliberalizma, smo pa skozi v krizi, smo skozi v nekih neravnovesjih, smo skozi v brezposelnosti, se spet selimo praktično v tako imenovano odtujitev od samega sebe, bi rekel Marx. Skratka, tisto, na kar smo leta 1991, recimo konkretno v Sloveniji, prisegali kot na vrhovno zmago luči, vrhovno zmago demokracije in vrhovno zmago vsega, kar smo si
v tisočletnem snu slovenskega naroda želeli, se je izkazalo kot popolna laž. Popolna. Smo v ekonomskem krahu, smo v nacionalnem razsulu, v krizi identitete. Sploh ne vem, katera kriza na svetu obstaja, ki je mi nismo konzumirali. Medtem, ko smo se 100 let sklicovali na našo rast. Se pravi, kriza identitete je popolna in zdaj je vrhunec naše diplomacije in našega suverenosti notranje in zunanje to, da se dva zdajšnji in prejšnji zunanji minister s frnikulom prepirata oziroma se frnikulata v nekem, kako ne rečem, tako v nekem kuričku in premikata frnikule in temu se reče nacionalni interes in to so osrednje novice slovenskega žurnalizma in slovenske javne pozornosti, ne me basata. Skratka, smo v kriku po novi identiteti in zdi se mi, da je ta razčiščevalni moment razmerja med vzhodom in zahodom, tokrat Rusije kot simbola nečesa in pa vsega drugega kot simbola nečesa, opozorilo za oboje in tle ne gre za to, kdo je boljši, ker sta se oba izkazala za slaba. Tle gre za iskanje novega razmerja, iz katerega je mogoče narediti nek produktivni izid. To se mi zdi ključno in se mi zdi, da to ni nujno slabo. Ampak, mislim, razprava, ki teče po novem, spet o hladni vojni. Češ, hladna vojna v resnici ni bila nikdar prav zares pokopana in zdaj smo na pragu tega, da jo začnemo doživljati v neki novi podobi. Meni je bilo jasno, v 80-ih, v 70-ih, kaj je zastavek hladne vojne. Ja. Kaj pa je zdaj? Mislim, a je zastavek hladne vojne, kateri tip kapitalizma je boljši? Rusi imajo tudi kapitalizem. Točno tako. Ali gre za v resnici geostrateške interese carstva? Nekaj treba v tej stvari še opaziti, kar sem jaz na CNN-u med komentatorji zasledil. 2 dni nazaj že. In sicer, Putinovo dejanje zgleda kot nekaj impulzivnega. Ampak v resnici ni, Zakaj? Že Snowden je nakazal to smer. V trenutku, ko so ga sprejeli, v trenutku, ko so ga tako rekoč adoptirali, mu dali domicil, ga zaščitili, se naslajali nad tem, kaj Amerika vse počne in kaj Amerika vse je. To je že očitno del tega premisleka in te šahovske igre, ki če v tej igri v obliki neke male vojne, če vsi vstopajo, ne z orožjem, ampak tako vojne, vsi deležniki, ki bodo vstopili vanjo, bojo izgubljali. Evropska unija ogromno lahko izgubi, ker investira ogromno v Rusiji, pa ne samo, da investira, predvsem je Rusija blazno velik potrošnik. Uvoznik njihovih produktov, med drugim tudi Slovenija. Slovenija samo na ravni farmacevtske industrije menda tam proda med 300 milijoni in pol milijarde. To je ogromno. Ja. To je ogromno. Zdaj si zamisli, da to naenkrat pade zavesa. Da pade zavesa, recimo, ampak zdaj se pogovarjamo o farmacevtskem podjetju, v nekem farmacevtskem podjetju. V resnici pa vprašanje, koliko grozen velik škode to Sloveniji lahko povzroči, verjetno ne toliko kot podjetju, zato ker te dobički vendar ne grejo v Slovenijo, pa grejo v neko drugo logiko. So kdaj razkrila, kdo je letališče v Sočiju zgradil? Prejšnji teden. Dobar. Ja, SCT. Ja. Skratka, to je nekaj. Na drugi strani je pa, če se Putin zamisli in reče, zdaj bomo pa mi zaprli vse. To, kar je danes, mislim, da je to kolega Čibe napisal, če pač zasežejo vse premoženje, kar pomeni, da Evropska unija neha izvažati oziroma da oni ne morejo več uvažati produkte za visoko dodano vrednostjo. Potem Rusi naenkrat štandard pade na nič. Skratka, vse to, kar so ljudje navajeni konzumirati na podlagi tega, da izvažajo surovine, ni zgrajeno na njihovem produkciji, na njihovem znanju, na njihovi marljivosti, ampak je na visoki dodani vrednosti naravnih surovin, če tako rečem, ki jih država financira. In to je neka logika, ki je Putin ne more vzdržati. Ljudje pač berejo internet. Danes v Rusiji nihče več ne more izklopiti interneta. Če ga izklopi, bo imel pa revolucijo. Zato, ker nima več stalinistično vzgojenih ljudi, nadjazovsko vzgojenih ljudi, ampak ima te, kot povsod druge, vzgojene, razmazane narcise, ki hočejo pač uživati.
In on jim je dal zadost užitkov na koncu celo olimpijske igre in tega užitka jim ne more odtegniti. Če jim ga bo odtegnil, bo padel sam. In vsi so ujetniki neke kulture, ki je pa posledica njihovih napak, ne, tako rekoč bi jaz rekel. Ne. Kaj ne dela Karl? Ja, jogging na Krimu in to v Tomišlju. Ne. To je vse, kar mu ostane. V tej veliki igri Slovenija nima kaj iskati. Mislim, nima velike vloge. Ne. Jaz mislim, da Slovenija, jaz osebno mislim, da vse, kar naši ministri res lahko naredijo, to, da pošlihtajo Slovenijo. Ko bodo uredili Slovenijo, bodo postali sogovornik zunanih. Če bomo Slovenijo postavili na občudovanje vreden nivo, potem jo bojo dejansko vsi občudovali. Ne. Tako kot občudujejo iz turističnega vidika, ne, z turistične perspektive. Če bomo postavili dober sistem, pa progresivno gospodarstvo, bomo sogovornik. Ne. S ceneno demagogijo siguren, da ne bomo uspeli. Ni šans. Hvala lepa.